kako se res ta svet vrti in kakšni res so časi, o tem naš tisk spregovori med malimi oglasi. Če si oženjen in če si sam, tu najdeš vse rešitve, podkupim ali podprodam. Od avta do ženitve, med A in Ž vseh teh želja, pa je še abeceda, ki se prav rada zavozlja v kaj čudno zmes nereda. Nered pa je najboljša snov za zgodbo zapleteno, zato zdaj brž v kak mehek stol in si oglejte eno. Hvala Bogu. Zakaj ne greš spat? Utrujen si. Kaj bi ne bil? To bi zdelalo še konja. Dragi moj, tak jubilej slaviš samo enkrat v življenju. No, in še to je preveč. Že ves dan me nadlegujejo. In koliko jih je bilo? Za Boga, Mirko, saj so bili vendar najni otroci. No, in kaj potem, če so najni? In najni vnučki. Najni vnučki, peklenščki, naj pa vnučki. Mirko, kako moraš? No, daj no mir, Ana. Viš, koliko jih je bilo ves dan? Saj so bili vendar otroci tvojih kolegov. Kaj ni lepo od njih, da so ti prišli čestitati? Pismene čestitke njihovih staršev bi kar zadoščale. Kaj mi sploh čestitajo? Zato, ker sem postal starec. Hvala lepa. Saj še nisi tako star. Čestitali so ti zaradi ugleda, ki si ga dosegel. Nehaj, Ana. Dovolj mi je proslave in čestitk in vsega. Star sem 60 let, opravil sem svoje, dajte mi mir. Nemogoč si. Samo kregaš se. Vse življenje se samo kregaš. Samo če se skregam, gre. Vrak naj vas vzame vse skupaj. Dajte mi mir. Utrujen sem. Dovolj sem delal in zdaj hočem svoj mir. Ugled, je rekla. Uspeh. Kakšen uspeh pa je to? Doživeti 60 let. In kakšna modrost je v tem? Neumnost. Najbolj neumno je pa to, da take traparije čvekajo tudi rektori in profesori. Taki usranci, kot sem jaz. Spet bo jezikala, če bo zaduhala. Sicer pa nekar jezika. Mirko, saj so vendar najini otroci. Najini vnučki, kot bi rekla angelčki, razbojniki, ne pa angelčki, 9 razbojnikov. Če bi bil eden ali 2, tako pa ne veš, kateri je hujši. Je to kakšen užitek, da te kar naprej vlečejo za roke, za kravato, za ušesa. Dede,
Zakaj aeroplani letajo? Dedek, mlade me ščipa. Dedek, Ljerka se je polulala na kavč. Mišo vrti telefon. Vidiš, 60 let ti je, še 10, 15, če boš priden in boš živel po receptu. Mogoče pa niti toliko. Svinjarija. In končno, kaj sem pa naredil? 60 let. In kaj imam zdaj od tega? Nekaj znanstvenih razprav, nekaj generacij, ki se niti ne spomnijo več, da sem jim polnil glave s kemijo. In to je vse. Če bi bil pameten, ko sem bil mlajši. Pamet vedno caplja za nami in dohiti nas šele, ko se postaramo, ko nam zmanjka moči. Margareta, kje si zdaj, dekle? Če bi jo lahko še enkrat srečal, če bi bil samo še enkrat mlad, pa s to pametjo, s to svojo današnjo pametjo, ko bi se oženil z njo in dobil tisto njeno doto, kje bi bil že zdaj? Po toči zvoniti je prepozno. Mirko, mladosti ni več, Margarete tudi ne. Ostala ti je samo tvoja posrana modrost in revmatizem in pokojnina, s katero životariš kot pes na verigi. Če bi se lahko samo še enkrat vrnil tista leta s to pametjo. Kaj bi pa storil? No, že fantaziram. Kaj bi naredil, Mirko? Kdo pa je tukaj za vraga? Jaz. Poglej. Tukaj sem. Tukaj. Kaj sem nor ali sanjam? Kdo pa si? Mirim tvoj čas na tem svetu. Hudič naj te vzame, pa kaj hočeš od mene? Presedaš mi s tem tvojim stokanjem, kar naprej poslušam, kako dokazuješ sebi in drugim eno in isto. Če bi bil spet mlad z današnjo pametjo, rada bi ti dokazala, da nimaš prav. In kako boš to dokazala? Vrnila te bom v tvojo mladost. Imel boš to svojo pamet, ki jo imaš zdaj. Vedel boš vse, kar veš zdaj o sebi in o drugih. Potem bomo pa videli, kaj boš naredil. No, vse tega ne moreš napraviti. Lahko. Še enkrat boš lahko preživel svoje življenje od svoje mladosti. In kaj, če ne bom ukrenil nič drugače kot sem? Zdaj zaspi. Zaspi takoj. Takoj. Hudiča, kje sem pa zdaj? Sem pijan ali kaj? Čakaj malo, spomni se. Kje si bil in kaj si delal? Jubilej, seveda. Danes smo slavili mojo 60-letnico, ves dan so me morili. Potem sem šel v svojo sobo, sedel na slanjač, potem sem se skregal z Ano in potem ura. Rekla je, da me bo vrnila nazaj. Je to mogoče? Se je res zgodilo, da sem res spet mlad? Torej je res. Res je. Spet sem študent. 25 let sem star. In stanujem v Rožni ulici številka 11 pri vdovi Rogos. A tam preko stanuje Ana. Seveda, tisto je njeno okno. In zdaj bo kot vedno prišla ven. Jaz pa ji bom pokazal s prsti, kdaj se bova dobila. Kar čakaj, saj vem, da si tam. Ampak iz tega ne bo nič, draga moja.
Samo enkrat sem bil neumen, zdaj pa dobro vem, kaj me čaka, če bom nadaljeval s to idilo. Zakaj pa ne bi pogledal, kakšna je? Zanimivo je videti lastno ženo po 35 letih, spet mlado. Idiot, zakaj sem pogledal? Zdaj ne bom imel miru. Privlačna pa je videti 100-krat bolj, kot je bila takrat. Pazi, kaj delaš, Mirko, da se ti ne bo maščevalo, da ne boš zapravil priložnosti, ki jo imaš samo ti, med tolikimi, ki so živeli in še živijo. Ne bodi neumen in se ne zaletavaj v vsako rožico. Ampak lepa pa je. Kaj je res to moja Ana? Je res to dekle bilo samo moje? Ana! Že gre, mama. Tako. Zdaj bodi pa previden in pamet v glavo. Če se prav spominjam, sem bil na današnji dan povabljen k Margareti. Stari me je povabil na večerjo, bil je njegov rojstni dan. Tako je, točno tako je bilo. A čez 2 dni sem imel izpit pri tistem pikolovcu Wagnerju in komaj sem ga položil. Ampak to je bilo takrat. Zdaj pa vem, kaj me je vprašal, oziroma vem, kaj me bo vprašal. Zdaj lahko, tokrat bom položil z 10. To je zanimivo, Bog me, to je fantastično, vse vedeti vnaprej. Počakaj, saj vem tudi druge stvari. Vem, kaj si bodo ljudje izmislili. Lahko bi usodo sveta in človeštva usmeril drugam. Ne, bolje, da skrbim samo zase. In ura mi je sploh rekla, da mi vrača mladost samo zato, da ji dokažem, če bi res ravnal drugače, kot sem. Vsaj, kar se tiče Ane in Margarete. Da, to je vabilo na večerjo. Tako je bilo. Prav tako se je zgodilo. No, zdaj pa malo pomislimo. Šel sem na večerjo? Ne. Najprej sem se dobil z Ano. A na večerjo sem šel potem. No, če je tako, se pa pripravimo. Dobila sva se na klopi. Da, tako je bilo. Na klopi. Ja, če se ne motim, je tudi takrat zamudila. Jaz sem jo čakal. Bil sem nestrpen, zaljubljen. Z eno besedo, tepec. Prosti, mama me je zadržala. Da sem si mislil, Tako dolgo sem čakala na oknu. na kakšnem oknu. Kako na kakšnem oknu? Na svojem. Čakala sem, da se boš oglasil. Zaspal sem. Guljil sem se, da se mi je kar vrtelo. A ja, pojutrišnjem imaš izpit. Da, ampak to me ne skrbi. To je predzadnji, ne? Izpit? Da, predzadnji. Komaj čakam, da boš končal. Potem mama ne bo imela več pripomb. Profesor boš. Kaj ima kaj proti meni? Nikar se ne delaj, kot da ne veš. Vsak dan poslušam iste litanije. Nikar me ga ne vodi v hišo, dokler ne konča. Potem pa se lahko takoj poročita, nič nimam proti. A to pa ne. Kaj? Kaj si rekel? No, to, da ni prav, da tako govori, no, to pa ne. Boji se, da bi me ljudje opravljali. Seveda. Zdaj pa samo še nekaj mesecev. Se bo kar razgnalo od zavisti. Koga, o kom pa govoriš? O tisti Margareti. Briga me, Margareta. Pa ti brigaš njo in njenega očeta. Stari bi dal ne vem kaj, samo da bi dobil družino intelektualca. Kaj, zares? Kaj pa ti je danes? Tako čuden si, kot da bi bil v mislih kje drugje. Še poljubil me nisi. Še ne. Kaj je bila moja Ana res taka? Ni čudno, da sem se takrat pustil zapeljati. Pazi, Mirko, zdaj veš vse vnaprej, ne pusti se. Tako si čuden. Oprosti, it moram.
No, jaz tudi. Mami sem rekla, da bom takoj nazaj. Kam pa greš? Na sestanek. Preferans. Nimaš izpita iz preferance, ampak iz kemije. Ne pozabi tega. Misli kaj name? Kar naprej mislim nate. Tako, zdaj pa k Margareti. No in tako vidite, moj dragi gospod, sem prodal tisto parcelo. In to dobro prodal in še dobro zaslužil zraven. Moj bog, papa, govoriš samo, kaj si kupil, kaj si prodal, koliko si zaslužil. Ja, o čem pa naj govorim? Vse se vrti okrog denarja, čast in oblast. Samo ljubezen, ne? Ljubezen, ljubezen, jaz skrbim za hujše stvari, za tvojo bodočnost, za varno in zanesljivo bodočnost. Papa. No ja, dobro, pa ne bom več govoril o tem. Govorimo o čem drugim. No, moj bodoči gospod profesor, vzemite tale kost, pogledajte, kako lepo je zapečen. Hvala, hvala. To bo preveč. Zakaj je preveč za mladega človeka? O, ko sem bil jaz mlad, sem zmazal celega purana. Vprašajte mojo ženo, če ne verjamete. Ja, lahko je pojedel celega purana. Spominjam se... Torej, to je Margareta. Seveda, prav taka je bila. In zakaj se jaz, idiot, nisem takrat oženil z njo? Kaj mi je bilo, da sem jo odbil? Če še tako razmišljam, se ne morem spomniti, kako je bilo ta večer. Nacedil sem se ga z njenim očetom. A ko sem se zbudil, sem bil v tej sobi, na divanu, seveda. Samo kaj se je takrat zgodilo? Nocoj bom pazil, ne smem se napiti. 2 pujska in 19 litrov vina, ampak kakšnega vina, moj dragi gospod. Zjutraj so mi pa spekli cvrtje iz 6 jajc, slanino pa sem še tisto zmazal. No, trčiva. O, to pa ni prav, mladenič, kadar se trči, se spije do dna. Bi radi kavo? Ne, kavo? Da, pravzaprav, prosim, da. Tako je, vi dve skuhajte kavo, mi dva se bova pa v nečem pogovorila. Nekaj bi se rad z njim pogovoril, kar ni za ženska ušesa. Poznam te, lisjak. Zdaj boš začel v poroki. No, in zato je čas, da se pogovoriva povsem odkrito. Jaz sem take vrste človek, da povem vse, kar imam na jeziku. Poslušam vas, gospod Kalec. Lagal bi ti, če bi ti rekel, da nič ne vidim in nič ne opazim. Kaj na primer? Nič na primer, ampak konkretno. To, med tabo in Margareto. A da, da. No, in zato bi rad vedel, kaj misliš in kaj nameravaš. Oče sem ji, skrbim za njo, moja edinka je. Mislim, da je še prezgodaj. Mirko, nikar se ne izmikaj. Če misliš resno, potem odpri karte, da vemo, pri čem smo. Se veš, kakšni so današnji časi, nikoli ne veš, kaj... Če bi se lahko spomnil, kaj sem takrat odgovoril. Sicer je pa čisto vseeno. Zdaj moram rešiti stvar drugače, brez sentimenta. Zato sem se odločil, da se pogovorim s teboj povsem odkrito. Če je tako, gospod Kalec, mislim zelo, zelo resno. Čisto resno. Saj sem vam rekel. To se pravi... Da. No, to morava zaliti. Hej, Vera, kje si? Nikar ji nič ne pravite, naj ostane to najna skrivnost, sam ji bom povedal. Tako je prav, sami povej. Ampak mi dva bova spila en kozarček na to, ne? Si mi klical, Blaž? Ja, pošli resko v klet po steklenico vina, ampak tistega z dedovega vinograda. No, nič naj te ne skrbi. Vse to, hiša, trgovina, zemlja, gotovina, vse to je njeno, to bo vajno. Nikar ne govorimo o tem, gospod Kalec. Rekel sem ti, to bo vse vajno. Če boš hotel biti profesor, kar bodi, če ne boš hotel biti, tudi prav. Zdaj pa, sinko, dovoli, da ti tako rečem. No, te bom poljubil. Oh, samo da sem to dočakal.
Ste že končala vajen strogo zaupni pogovor? Ja, vse. No, zdaj pa vsi kozarce v roke. Se veš, da ne pijem. Vsi, če vam pravim, zdaj ni izjem. Ja, kaj pa pijemo, papa? Bo že zvedela, ko bo prišel čas za to. Ti mi kar nalivaj, stari, ne boš me napil. Tokrat bom zvedel, kaj je bilo in kako je bilo. Tako? Zdaj pa do dna. Margareta, navij malo muzike. Mirko, Margareta. tako sem srečna. Tako srečna. Pijan sem, ampak mislim pa še lahko. Vzdržal sem. Prisilili so me, naj spim tukaj. Tako je bilo menda tudi takrat. Torej, prvi korak je za nami. Zdaj moram samo še povedati Margareti in konec. Dokazal sem, da odloča razum. Uboga Ana. Glej, kdo pa je zdaj? Torej, tako je bilo. Saj tako je pravzaprav najbolje. Vse ne bo treba pojasnjevati. Ja, kaj mi pa je? Da nisem živčen, ker se ne prikaže na okno. Vse se tako ne more nič spremeniti. Rekel si Margareti, da se boš oženil z njo in zdaj govori o tem najbrž že vsa ulica. Tudi Ana prav gotovo že ve. Torej se boš poročil z Margareto. Z Bogom, dekle, z Bogom, zavedno, nisem zate, nisva ustvarjena drug za drugega. Noč
nočem revščine, nočem vseh tistih let, ki bi prišla in za katere vem, kakšna bi bila. Slaba pokojnina, revmatizem in ti, Ana, sitna in pikolovska. In zato ne. Čestitamo k izpitu, Margareta, mama in papa. Le kako so tako izvedeli, da sem naredil izpit? Kaj mi pa je? Moral bi biti srečen in zadovoljen, pa nisem. Da ni to zaradi Ane. Kaj se mi pomeša, briga me. Takrat, da, takrat sem bil nesrečen. Ampak zdaj sem drugačen. Pameten. To je ona. To je počela tudi takrat. Samo da sem zdaj zato popolnoma slep. Gospodična Ana, jaz sem slep. To se pravi, da nočeš. Glavni izpit sem sicer napravil, nisem pa še diplomiral. In kaj potem? Poslušaj, Margareta, najprej bom diplomiral, potem pa se lahko poročiva, če hočeš še isti dan, prej pa ne. Ne maram, da bi ljudje govorili, da sem te vzel zaradi denarja. Brigajo me ljudje. Se tudi mene ne brigajo, pa gre za mojo vest in čast. Se vem. Slišala sem. Kaj si slišala? To je zaradi nje. Zaradi kakšne nje? Sam dobro veš. Poglej, Margareta, tudi če je kaj bilo, je zdaj že končano. Ni. Vsak dan prežinate ko kača. Visi na okno od jutra do večera, vse vem. Ampak, Margareta... Vem. Povedali so mi. Zaljubljen si vanjo. Se vendar ne morem biti v dve naenkrat zaljubljen. Lahko. Kako naj te prepričam, da ni nič res? Pa ti je. Ni. Prav? Bova videla. Zdaj se ne spomnim več, kako je bilo potem. To je nova situacija. Takrat je bilo drugače. Pobotala sva se in zgodba se je nadaljevala še nekaj dni. Zdaj pa... Tale Margareta ni taka mirna ovčka. O, Mirko. Da si malo priveževa duši. Papa, ostani malo z Mirkom, dokler se ne vrnem. Bom, zakaj pa ne bi? Kam pa greš? Boš že slišal, dragi, brez skrbi. Nasvidenje. Zakaj pa gre? Verjemite mi, da bi tudi jaz rad vedel. Ja, dragi moji, tako je ženskami. Kadar misliš, da vse razumeš, takrat v resnici šele ničesar več ne veš. Na zdravje.
In kakšna Mađarka je bila tam. Eržika je bilo ime, da crkneš. Ko je ta zapela, so kozarci frčali kot kresnice. Pištole so pokale, da so imeli žandari polne roke dela, da so pomirili ljudi. S tisto Eržiko sem pognal toliko sov, da v hišo bi lahko kupil za nje, ampak ni mi žal, verjemi. Samo enkrat si mlad in... O, kako se zabavate, junaka? O, ti si, nekam vesela si videti. Kaj se je zgodilo? Vse mogoče, ampak to te ne bo zanimalo. Glej, kako se je tista mirna Margareta naenkrat spremenila. Pazi se, Mirko, da ti ne bo nataknila uzde, ko boš najmanj pričakoval. Torej, Kaj? Se res? Kaj? poročiti se hočem, čim prej. Kako to misliš? Tako kot sem rekla, čim prej. In vem, zakaj se mi tako mudi. Vidva se pa zmenita. Oprosti, dragi, jaz nisem nič kriv. Na zdravje. Mostovi so požgani. Nazaj ne morem več. To je zmaga. Zmaga. Svoje življenje začenjam od začetka. Nihče me ne bo več zapeljal na stran pota. Gospodar sem nad vsem, ker vem, kam katera pot vodi. Ne zdaj, Ana. Prosim te, pojdi. Pojdi. Kaj pa zdaj? Res veš, kaj bi rad? Si prepričan v tisto, kar želiš? Pretehtaj. Prav. Z Margareto dobim bogastvo, varnost, brezskrbno življenje. Kaj pa za Ano? Priznaj si. Bodi pogumen, pošten in priznaj. Rad jo imaš. Veš, kakšno je bilo tvoje življenje z Ano. Prva leta je bila plača zelo majhna. Nikoli ni bilo dovolj. Potem so prišli otroci, najprej Boris, potem še Karl, pa vojna, strah, pomankanje. Koliko truda te je stalo, da si se dokopal do profesure na univerzi. Koliko noči si prebedel. Je to vse? Si prepričan, da je to vse? Kaj pa tisti dnevi, ki so bili srečni? Koliko je pa bilo takih dni? Malo? Pa vendar. Si videl Anine oči? Poglej jih še enkrat. Še enkrat. Da, to je tisto, vidiš? Razumeš zdaj, koliko ljubezni je v njih? Ne moreš brez nje. Ne moreš. To je ona, Margareta. Rekla je, da bo prišla. In prišla je. Mirko, odpri. Odpri in rešen boš. Pamet ti veleva, odpri. Odpri, jaz sem. Pazi. Nikoli ni še nihče imel te možnosti, ki jo imaš zdaj ti. Nikoli.
beži. Pojdi. Še je čas. Izgubil si. Saj sem ti že tolikokrat rekla. Ne vem, ali sem spal ali nisem. Sicer je pa zdaj itak vseeno. Kako se res ta svet vrti in kakšni res so časi, o tem naš tisk spregovori med malimi oglasi. Če si oženjen in če si sam, tu najdeš vse rešitve, podkupim ali podprodam, od avta do ženitve.